Vidite, živijo, koliko vam je pomembna lahkotnost v vašem življenju. Danes par besed o tem, Mojca Ribic z vami, Lavita Sweetest Energy, tako da sem vam že na začetku dala eno tako vprašanje in sprašujem dalje, koliko časa v dnevu se počutite lahkotno? Ali sploh iščete lahkotnost? Kaj to sploh je lahkotnost? Ste se kdaj vprašali, ali je sploh moje življenje lahkotno? Zelo veliko izpeljank lahko imamo na to temo. Jaz bi vas danes samo majčkeno, bom rekla, spomnila, koliko je lahkotnost zelo pomembna. Če smo lahkotni v svojem telesu, to pomeni, da nismo nikjer zategnjeni, nikjer nas nič ne boli, nikjer nismo zakrčeni, Že ta krč je zelo pomemben, če gremo na fizično telo. Kaj je lahkotnost? Lahkotnost je, da telo diha, da telo enostavno se svobodno giba in s tem lažje dosežemo našo pravilno držo. Če smo mi zakrčeni, krč, nas je strah, se v bistvu slepimo čemurkoli že, da nočemo nekaj videti, je zopet ene vrste krč in takrat, verjemite mi, niste v svoji, bom rekla, ravni drži, vzravnani drži, pravilni drži, kakor želite slišati, in takrat ne more v bistvu telo biti pretočno. Kaj to zdaj pomeni? Da je telo pretočno, mora biti v svoji pravilni drži oziroma naravni drži, jaz rajši rečem. To pa pomeni, da smo v svojem stebru, da smo v svojem centru in da enostavno nas zunanje okoliščine ne morejo toliko fejst iztiriti. Če smo mi v svoji drži, če smo mi v svojem centru in če smo v svoji energiji, potem lahko zunaj karkoli so viharji, ne vem kaj, se mi ne bomo zrušili. To je dejstvo in zato rabiš lahkotnost. Zakaj? Če smo mi lahkotni, če imamo v bistvu pretočno telo, lahkotno telo, zdaj se boste sigurno vprašali, kaj zdaj ona meni govori, najprej moram biti močen, da neurje ne pride pa me ne odpihne, pa govori o eni lahkotnosti, kontradiktorne stvari, ampak če pa gremo malce v globino, je pa to zelo drugo z drugim, Dokler se mi ne počutimo lahkotno, ne moramo biti v svoji energiji. Dokler smo mi, če gremo na fizično telo, zakrčeni, potem nekje naredimo blokado in energija ne more steči skozi naše telo in imamo nekje blokade. Če imamo te blokade predolgo, potem enostavno se nam začne to odražati na fizičnem telesu. Ali je to bolečina, ali kakršnakoli druga nevšečnost, mogoče na začetku so najprej glavoboli, če smo že pri drži, če ni prave drže, zelo hitro se pojavi glavobol, ker ni pretoka energije. In zato je zelo pomembno, da začutimo najprej lahkotnost. To
To pomeni lahkotnost v drži, lahkotnost v počutju, lahkotnost v mislih, lahkotnost v delovanju. In ko imamo to lahkotnost na vseh področjih, potem lahko mi ustvarjamo notranji močan jaz. Prej pa ne moramo. Dokler mi ne bomo z lahkoto se postavili v pravilno držo, dokler ne bomo z lahkoto delali stvari, dokler ne bomo z lahkoto se gibali, svobodno se gibali, ne bomo mogli priti do tistega pristnega svojega jaza. In to je tisti message, ki sem vam ga danes hotela dati, ker enostavno zavedajte se, da če nismo sproščeni, če želite to slišati, če niste sproščeni, lahkotni, ne morete ustvarjati v svoji energiji, lahko ustvarjate v zakrčenosti. Rok, moram rok, še bolj se krčite. Ampak kaj se bo takrat dogajalo? Ja, vse bo šlo narobe. Ko smo mi zakrčeni, pa nekaj forsiramo, pa nekaj skrbimo, pa ne vem kaj, s tem ustvarjamo take okoliščine, da nas še bolj skrbi, da gre še več narobe, da se še bolj zapletejo situacije in tako dalje, da preveč ne grem v to situacijo in te energije. Zato vam polagam na srce, da dejte delati vsak dan na lahkotnosti. Zelo, zelo pomembna stvar. To pomeni, če je vam lahkotnost sprostitev, dejte se sproščati vsak dan. Če je vam lahkotnost sprehod v naravi, pejte na sprehod v naravo vsak dan. Iščite tisto pristno vašo lahkotnost, da jo boste lahko potem prenesli v vaše fizično življenje, v vašo kreacijo in ustvarjalnost, ustvarjanje. Zakaj smo tukaj? Zato, da nekaj ustvarimo, zato, da nekaj delamo. Vsak pride z nekim namenom, zato, da nekaj ustvari, da nekaj pomaga, da nekaj karkoli pa že počne, to, kar začuti, da je dobro za vse. To je dejstvo. Zato, da sebi ne škoduješ in posledično seveda tudi okolici, ko nisi lahkoten in deluješ iz krča in iz stresa in iz jeze in ne vem iz česa še, pojdi najprej pred kreacijo v lahkotnost. Ko dobiš situacije, ki spet niso vdih in izdih in zopet išči lahkotnost. Zelo pomembna stvar. Pri meni lahko ali o pravilni drži, lahko si prenesete video in knjigo iz moje spletne strani. Imate osnovo pravilne drže. Lahko pridete na Vitas Energy gibalne vaje. Tam veliko delamo o, pravilni drži, za hrbet, za torzo. Ogromno je teh vaj, ker naša rdeča nit je pravilna drža. Potem dihanje. Če nekako ne dihate s celim telesom, zelo težko v bistvu pridete do vaše lahkotnosti v telesu. Zato vam priporočam, dajte si malo pogledati. Jaz recimo imam delavnico dihanja in res preproste vaje so osnovne vaje za dihanje s celim telesom, da v bistvu ta refleks zopet vzpostavljamo v naše ravnovesje. Ful pomembna stvar. Dajte si malo pogledati, pejte na moj YouTube kanal, tam je ful že posnetega o vseh teh stvarih, kar sem zdaj govorila. Lahko pridete na delavnico dihanja. Kmalu prihaja tudi spletna delavnica dihanja, kjer boste enostavno lahko si pogledali
bom rekla, in vaje in določena še predavanja zraven, kot ena praktična predavalna delavnica bo, tako da lahko si boste tudi to naročili, da res nekako zaznate, ozavestite ta res naraven dih. Zelo je pomembno, da mi naravno dihamo, ne? To pomeni, da celo telo diha, ne samo pa se spet krčimo, pa spet nismo v lahkotnosti, ne? Treba je rame dati dol, najprej moramo biti v pravilni drži in takrat lahko celostno dihamo, prej pa ne moremo. Če imamo mi tole, zelo veliko, sploh najstnikov, Bog pomagaj, ful veliko najstnikov ima to držo. In takoj, ko imamo to držo, imamo tudi manko na dihanju. Ker v tej drži jaz ne morem dihati. Jaz ne morem dihati s celim telesom, ampak lahko sam na škrge diham. Nažalost je to žal tako. Tako da vam res priporočam, da majčkeno ozavestite vaš dih, najprej vaš dih ozavestite, da sploh začutite, kako dihate. A vi dihate res, da se napihnete, da napihnete vaše celotno telo, ali res sam dihate, ne? Na ta način, ko samo vdihnete in preden lahko telo sploh sprejme kisik oziroma zrak, karkoli, vi že to izdihnete. In potem je res telo podhranjeno našega kisika oziroma zraka, kakorkoli že. In zato potem prihaja do glavobolov, do razdraženosti, še več stresa. Si sami naredite že s tem, ko ne dihate dovolj, ko ne vdihnete celostno, že s tem si v bistvu povzročate še več stresa. Potem so pa še zunanji dejavniki. Če imamo, bom rekla, telo napihnjeno ali pa dovolj kisika, telo lažje prenaša vse napore, ves stres, vse situacije, lažje v bistvu prenašate vso zagato iz zunanjega sveta, vse pritiske iz zunanjega sveta. Če ste predihani, če je vaše telo predihano, kakor pa če ni. Tako da dajte si to vzeti majčkeno na znanje. To je zdaj še en mesič, ker nekako se kar zdajle zgodil. Tako da res vam zelo priporočam, dajte majčkeno prebrati na netu, ali o dihanju, ali o pravilni drži. Na moji spletni strani www.lavitaz.si imate o tem ogromno že spisanega, lahko se oglasite na individualno uro, lahko pogledamo držo, lahko pogledamo dihanje, lahko pridete na vadbo, če rajše delate skupinsko ali pa če delate radi sami, pa potem preko spleta. Jaz vam želim res lahkotno, vsak trenutek naj bo lahkoten in, bom rekla, poln kisika. Tako da s tem vas pozdravljam srčno, dajte si vzeti to na znanje in naredite nekaj na tem. Se vidimo. Ita živja.